dobrodošli vsi na tem predavanju. Skratka, kot je bilo predstavljeno na začetku, bom probal na kratko in čim bolj poljudno predstaviti, kako lahko izkoriščamo svetlobo za opazovanje lastnosti sveta okoli nas na različnih področjih. Tako da mogoče najprej za uvod, da vse spomnim, vidna svetloba je naš vir, s katerim opazujemo svet okoli nas, seveda zelo očitno, zato tudi rečemo, da nam ni treba tipati okrog v temi, če predmete lahko vidimo lahko seveda zelo oddaljene predmete, praktično tudi do astronomskih razdalj. Ampak ena ključna stvar, ki je pomembna, da se jo zavedamo, je, da s svetlobo ne samo vidimo predmete, opazimo njihovo obliko, velikost in podobno, tako kot vidite na tej sliki recimo, ampak lahko opazujemo mavrični svet, barvni svet okrog nas. Se pravi, naše oči zaznavajo barve, torej svetloba nam lahko prinaša informacijo ne le o tem, da je nek predmet tam nekje zunaj in potem ugotovimo, kje je, ampak lahko ugotovimo tudi, v kakšnem stanju je ta predmet. Recimo, zelo lepo ločimo seveda modro nebo, zelene travnike, ampak tudi, ko so jagode zrele, so rdeče, jih lahko zelo lepo zagledamo, ampak s tem, ko vidimo, da so rdeče, tudi prepoznamo njihovo stanje, njihovo sestavo, v bistvu se zavedamo, da so sladke, zrele in jih gremo nabrati. Torej, izvemo z opazovanjem ne samo obliko jagod, ampak tudi njihovo stanje. To počnemo potem svetlobo seveda tudi na različnih drugih nivojih, ki jih bom predstavil. Težava recimo, ko opazujemo z našimi očmi svetlobo, je v tem, da barve sicer lepo razločimo, mavrične barve, ampak samo, če so na različnih mestih. Če je v svetlobi, v žarku, so prisotne vse barve, se nam potem v očesu zmešajo in mi opazimo belo svetlobo, temu, kar vidimo, rečemo bela. Torej, če hočemo videti, katere barve so skrite, zmešane v žarku, ki se nam zdi pač samo bel, tega ne moramo narediti z našimi očmi, ampak moramo uporabiti spektrometer, ki nam bo razklonil barve iz belega žarka. No, in seveda tak lep naravni spektrometer, ki ga vidite na tej sliki, je mavrica oziroma spektrometer, so dežne kapljice, na katerih se bela svetloba razkloni, in ko potem vsaka barva, vsak del svetlobe, ki ima drugo barvo, potuje pod drugačnim kotom, potem pa te barve naše oko krasno zaznajo. Zdaj pa, če hočemo razumeti, kako lahko izkoriščamo svetlobo za opazovanje lastnosti snovi in sveta okrog nas, se moramo najprej zavedati oziroma se seznaniti s tem, kaj sploh je svetloba in kako interagira z snovjo, ki jo opazujemo, oziroma z predmeti, ki jih opazujemo. No, in če gremo mogoče samo kratek pogled v zgodovino, v bistvu je bilo že v zgodovini od začetka, ko so svetlobo preučevali, že iz Newtonovih časov, vprašanje, kaj je svetloba, in sta se ponujali dve možni teoriji. Eno je, da je svetloba sestavljena iz drobnih delcev sicer ne vidimo, ampak da pač iz vira, ki prihaja do nas, prihajajo drobni delci in oko zaznava te delce. Drugi pogled je bil, da je svetloba valovanje. Torej, da naše oko zaznava valove, ki jih pošilja tisti vir svetlobe, ki ga opazujemo, No, in pomembno je se zavedati, glavna razlika je seveda, kako potuje eni ali drugi, v času, v preteklosti, seveda se ni dalo teh eksperimentov narediti, ampak toliko, da se bi spomnili, v čem se sploh razlikujejo pri potovanju delci ali svetloba. Delci imajo trajektorijo, grejo lepo naravnost, kot biljardne kroglice, in ko trčijo druga ob drugo, se odbijajo. Valovi potujejo hkrati vse strani, in če trčijo drug ob drugega, se pravi, če gredo en čez drugega, grejo kar skozi in opazimo interferenco. Res pa je, da valovi, če trčijo v delec, mu lahko predajo energijo, tako kot vidimo pri temle surferju, ko ga vodni val potiska naprej.
No in kratka ilustracija, kako si je Newton predstavljal sestavo svetlobe, torej vir svetlobe, sveča, takrat, ali pa sonce, če hočete, oddaja se drobne delce, ki jih potem naše oko zaznava. No in barve je Newton razložil s tem, da ti delci so pa lahko različnih velikosti in potem recimo manjši delci bi dali rdečo barvo, občutek našemu očesu rdeče barve, večji vijolične, kaj podobnega, ne. Zanimivo, da to govorimo o 17. stoletju, ne, zanimivo je, da v istem obdobju je živel in delal tudi drugi fizik, Christian Huygens, ki je zagovarjal nasprotno teorijo, da je svetloba tako kot valovanje na vodni gladini, ki ga vidite tule. In seveda, kako bi to lahko ugotovili, je res ali ne, katera teorija drži, takrat tega poskusa niso mogli narediti, ampak v principu se da ugotoviti, da svetloba pri potovanju se obnaša drugače. Recimo ena lepa lastnost je, da če spustite žarek svetlobe skozi ozko režo, se bo svetloba uklonila. Tako kot se uklonijo tule tile ravni valovi, ki prihajajo na morju skozi ozko odprtino med valobrani in se lepo uklonijo in potujejo vse strani. Seveda v času, ko sta ona dva živela, ta eksperiment s svetlobo ni bil možen, so ga pa naredili pozneje. No in ena izmed lastnosti, ki so jo izkoristili pri preverjanju ali svetlobe iz delcev ali iz valov, je tudi lastnost valovanja, namreč, da se valovi, ki se srečajo, se seštejejo, temu rečemo interferenca. In seveda, če imate dva žarka, ki se prekrivata, dobite potem značilno interferenčno sliko, torej področja, kjer se valovanje ojači in kjer je valovanje se praktično izniči. Na vodni gladini to vidimo lepo čez celo pot valov, da se valovi seštevajo, ne, in kako, kje so močnejši in kje šibkejši. Pri svetlobi seveda valov ne vidimo direktno, jih ne moramo spremljati, ampak opazimo dele, ki so na zaslonu osvetljeni ali pa neosvetljeni. Tam, kjer se valovi seštejejo, tisti del bo močneje osvetljen na zaslonu, kjer se odštejejo, bo pa temen, ne. Tako kot bi opazovali recimo na obali, kje so valovi močni, ko butajo v obalo, ki je pa šibki, ne. No in prvi, ki je ta eksperiment naredil, je bil Thomas Young, 1801. Prvi, ki je uspel narediti ta interferenčni poskus s svetlobo, tako da je svetlobo primerno pripravil, jo spustil čez dve vzporedni reži in kot teorija napoveduje, je on na zaslonu dobil tele lepe uklonsko sliko, se pravi področje osvetlitve, zatemnitve, osvetlitev, zatemnitev na celi strani. To je bil neposreden dokaz, da svetloba je valovanje. Če bi svetloba bili delci, kot je trdil Newton, potem, ko bi spustili take delce frnikule skozi reže, bi dobili pač dve osvetljeni področji, eno od ene reže, drugo od druge na zaslonu, nikakor pa ne uklonske slike. Torej, takrat so ugotovili, da svetloba mora biti nekakšno valovanje in seveda teoretično je to valovanje pojasnil James Maxwell, ki je razložil elektriko in magnetizem iz teoretičnega stališča, je postavil celotno teorijo in on je uspel pojasniti, da valovanje, svetloba je valovanje in to elektromagnetno valovanje. Torej, kaj valuje, ko svetloba potuje, in to lahko po praznem prostoru, valuje električno in magnetno polje, takole električno recimo v eni smeri, pravokotno na nje magnetno. No in tule imate na tej prosojnici en primer takega elektromagnetnega vala. Tu bi predvsem poudaril to, da valovanje ima lahko, ko potuje najprej, vemo, da potuje, in to že Maxwell izračunal, zelo hitro, svetlobno hitrostjo, torej približno 300.000 kilometrov na sekundo, ima pa lahko kakršnokoli frekvenco. Ko valovi grejo mimo, to električno polje poskakuje vzgor in navzdol z kakršnokoli zelo majhno ali ekstremno veliko frekvenco. In seveda pri valovanju je značilno to, da frekvenca in valovna dolžina sta neposredno povezani, torej večja, ko je frekvenca, krajša je valovna dolžina. Torej, jaz bom v nadaljevanju uporabljal eno ali drugi izraz, če rečemo, da ima svetloba različno valovno dolžino, pomeni, da ima različno frekvenco in obratno, ne. Povezava je enolična med njima. No in še ena zanimivost, ko je Maxwell to svojo teorijo postavil, seveda tudi povedal, da svetloba s sabo nosi energijo,
se to občutimo, če gremo na sonce, nas lepo greje, sonce, in to energija torej pride skozi prazen prostor, ki loči nas od sonca te milijone kilometrov. Ampak po Maxwellovi teoriji je svetlost, se pravi, koliko energije na sekundo prenese svetloba, odvisno od amplitude, se pravi, natančno od kvadrata amplitude valovanja. Torej, če imate močno svetel val, bo amplituda visoka, če imate šibek val, bo nizka, kot na vodni gladini. Veliki valovi nosijo veliko energije, nizki in malo energije. Ampak se izkaže, in to smo pa zdaj že prišli, bom povedal en korak naprej še, preden preidem na 20. stoletje moderno fiziko. Mogoče samo še to poudarim, da bomo imeli besedni zaklad pripravljen. Kot rečeno, svetloba ima lahko različne frekvence, zelo majhne pa zelo velike. In tisto, kar naše oko zazna in kar mi v vsakdanjem življenju imenujemo svetloba, je pravzaprav zelo majhen del teh frekvenc, ali pa valovnih dolžin. Lažje povemo valovne dolžine, to so med 400 in 700 nanometri. Samo ta elektromagnetna valovanja, ki imajo te valovne dolžine, naše oko zazna in prepozna, katere so te valovne dolžine po barvah. Torej, valovne dolžine, svetloba je valovanje, barva je torej valovna dolžina ali frekvenca, kakor želite. Seveda, če greste na nižje frekvence, večje valovne dolžine, te svetlobi rečemo infrardeča, potem še nižje radijski valovi in tako naprej. Če greste k višjim frekvencam, krajšim valovnim dolžinam, te svetlobi danes rečemo ultraviolična svetloba, še naprej višje frekvence rentgenske žarki in tiste z najvišjimi frekvencami imenujemo gama žarki. Ampak vse so eno in isto, vse so takole valovanje, razlikuje se torej samo frekvenca in ustrezno valovna dolžina. No, ampak, preden pridemo še, ostanemo trenutek v 19. stoletju, takrat so ugotovili, da vsa telesa sevajo elektromagnetno valovanje. Kakšno elektromagnetno valovanje je pa odvisno od temperature. Se pravi, bolj hladna telesa sevajo infrardečo, ki jo ne vidimo, zato se nam zdi mogoče, da ne sevajo. Tista, ki so bolj vroča, kakor imate tule na sliki, en kos vročega železa, ki so nad 500, recimo tja proti 1000, sevajo tudi vidno svetlobo. Sonce, ki ima na površini tam okrog 5000 stopinj Celzija, seva pa tudi ultraviolično in seveda vidno in infrardečo. No in naš fizik, po katerem je imenovan tudi zakon, Štefanov zakon, je odkril zakonitost, ki nam pove, da je svetlobni tok, se pravi intenziteta, količina energije na sekundo, ki jo telo izseva, je sorazmerna z njegovo temperaturo. Natančno s temperaturo na 4. potenco. To je Štefanov zakon. No in ta zakon je Štefanu prvemu omogočil, da je določil temperaturo površine Sonca, ker je uspel izmeriti seveda toplotni tok in po tej zakonitosti je lahko potem določil, da je temperatura Sonca 5430 stopinj Celzija, kar je bila za tiste čase izjemno natančna določitev, prej so lahko zgolj ugibali, koliko je temperatura. No, na ta način je on pravzaprav postavil temelje za termokamero. No, ampak prelomen dogodek je bil pa 1905, ko je Einstein v znamenitem letu 1905, seveda, ko je Einstein ugotovil, da svetloba sicer prenaša energijo, ampak ne zvezno, ampak v paketih, v drobnih paketih, energijskih paketih, ki jih imenujemo fotoni ali delci, če hočete. Ti delci sicer fotoni nimajo mase, nosijo energijo. To pomeni, da če neka svetilka sveti bolj ali manj intenzivno, ne gre za to, da so valovi višji ali nižji, ampak je teh delcev fotonov več ali manj. In zanimivo je, da je energija takega paketa, in to je posebnost, ki se jo potem izkoriščamo pri opazovanju sveta okrog nas, energija paketa je sorazmerna frekvenci. Če svetloba ima višjo frekvenco, so paketi bolj veliki, če ima nižjo frekvenco, so bolj majhni. Recimo, rdeča svetloba ima manjšo frekvenco kot modra, se pravi, energijski paketi rdeče svetlobe so manjši od modre, večje ultraviolične, še večje od rentgenske, še večji. Skratka, ključno je to, da svetloba energijo prenaša v energijskih paketih
in seveda na ta način jo tudi predaja, ko naleti na snov. Recimo, ko mi svetlobo posvetimo na neko snov, ti fotoni, če pogledamo v mikroskopski sliki, tak foton, ki prileti na atom, recimo, potem lahko vso energijo preda enemu elektronu in ga izbije. In fotona ni več. To je fotoefekt in to je tudi pojasnil Einstein v svoji teoriji. Torej, vedno na atomskem nivoju se dogaja povezava en foton, en elektron. Torej, če snov absorbira svetlobo, absorbira po en foton, ne? Ampak potem tak elektron, ki gre v vzbujeno stanje, lahko pade nazaj v atomu v osnovno stanje in bo spet pri tem prehodu izseval en foton. In to je krasna stvar za analizo materiala, kajti energija tega fotona je točno enaka energijski razliki med stanji dveh stanj elektronov, začetno, končno. Torej, barva svetlobe, ki jo izseva nek atom, nam točno pove preko Einsteinove formule, ne, da je frekvenca, je energija, nam pove, koliko je bila energijska razlika pri preskoku. Torej, vsaka molekula bo izsevala drugo barvo. No, in to je tipično tako lepo ponazorljeno. Recimo, tule imate sliko takih posodic, v katerih je voda in noter so vsaki drugačna raztopljena druga molekula. Ko so to osvetlili z ultravijolično svetlobo, so vse molekule vzbudili in molekule so fluorescirale, oddajale vsaka svojo barvo. Po tem principu fluorescence, seveda, ne. Tako da v bistvu z barvo lahko prepoznamo, katera molekula je noter, ne. Če znamo videti barve, seveda. Torej, barva pomeni energijski preskok in nam torej meri, s katere molekule je torej bila izsevana svetloba. No, in zdaj bom pa poskusil na kratko povedati nekaj primerov uporabe, kako lahko s pomočjo barv, ampak barv, vseh barv, ne samo vidne svetlobe, barv infrardeče, ultravijolične, rentgenske svetlobe, torej različnih frekvenc, lahko določamo ali pa analiziramo lastnosti snovi. Mogoče najbližji temu vidnemu delu je mikroskop z ultravijolično svetlobo, ki dela zelo podobno kot vidni mikroskop, gleda naš vzorec, recimo celice ali pa virus ali pa kaj podobnega, kar imamo pod temle stekelcem, osvetlimo z ultravijolično svetlobo. Potem pa nekatere molekule fluorescirajo v vidnem delu spektra in to lahko lepo vidimo. In tule imate recimo primer, ki ga uporabljajo zelo pogosto biologi, mikrobiologi. Tule fluorescirajo posamezne molekule, ki so prisotne samo v določenih celicah. Recimo z rdečo barvo vidite viruse, ne? V modri barvi vidite pa molekule, ki so noter v celici. Tu spodaj je recimo posnetek z vidno svetlobo, imamo eno podobo, ne, to je vodna bolha, mikroorganizem, ki je velikokrat se ga uporablja kot v biologiji kot tak testni organizem, ne. Posnetku z vidno svetlobo vidite njegovo zgradbo, kot bi videli v makroskopskem svetu, kako izgleda. Če osvetlite v UV-ju in gledate fluorescenčno svetlobo, pa lahko prepoznate, kje so katere molekule. Recimo, tu se lepo loči dve področji, zeleno in rdeče. Torej, dve molekuli fluorescirata različno barvo in biologi uporabljajo to za prepoznavanje. Ta molekula, ki fluorescira zeleno, označuje celice, ki so žive in aktivne, medtem ko v celicah, kjer je membrana poškodovana, bojo fluorescirale pa z drugo barvo, ne. No, če gremo zdaj, vzamemo primer v infrardeče, torej gremo iz vidne proti nižjim frekvencam. Vsak mobitel ima infrardečo kamero. Če seveda odstranite filter, če poskrbite, da odfiltrirate proč vidno svetlobo, boste videli posnetek v infrardeči. Tako da tule recimo imate primer takega posnetka na telefonu z infrardečo, zraven pa vidite objekt v vidnem, ne. Ampak kljub temu, da so na tem posnetku barve, so to v bistvu umetne barve, to je infrardeča črno-bela fotografija, zato ker meri samo intenziteto svetlobe. In potem barve so določene po Stefanovem zakonu. Torej, kjer je višja intenziteta, je višja temperatura in to je potem termokamera, ne. Se pravi, področje, ki je obarvano umetno, recimo z rdečo je višja temperatura, kjer je z modro je nižja temperatura, ne. In imate tudi, lahko merite po Stefanovem zakonu termično, koliko je temperatura, ne. In to je seveda zelo uporabna zadeva. Zdaj, telesa, kot rečeno, vsa sevajo
značilno infrardečo, odvisno od temperature, tudi vidno in ultravijolično svetlobo. V infrardečem delu spektra tipično sevajo molekule, ki vibrirajo in tudi absorbirajo molekule, ki vibrirajo. Zdaj, če hočete opazovati barve v infrardečem, rabite spektrometer, tako kot so pri vodne kapljice, pri mavrici, spektrometer, ki razklopi svetlobo, tako uporabimo recimo uklonsko mrežico, da nam infrardeče frekvence razklopi in potem jih zaznamo ločene tako na detektorju. Lahko potem prepoznamo, katere infrardeče frekvence so prisotne. No in tule recimo imate tak spekter infrardeče svetlobe, torej koliko je intenziteta pri posamezni valovni dolžini ali frekvenci svetlobe. Spekter sončne svetlobe je rumeno, ta je na vrhu atmosfere. Ko pa svetloba gre skozi atmosfero, vidite, da se ene valovne dolžine, to je pa rdeči del spektra, se zelo absorbirajo. Ene sploh ne pridejo skozi, na tleh jih ni več. Ene pridejo pa lepo skozi, je prozorna atmosfera zanje. Kdo absorbira svetlobo v infrardečo svetlobo v atmosferi? Različne molekule, tipično vodne molekule, CO2, SO2 in tako naprej. In potem, kako je svetloba absorbirana, lahko prepoznamo, katere molekule so bile na poti. Tako da v bistvu je infrardeča spektroskopija, je spektroskopija vibracijskih stanj molekul in potem prepoznamo, katera molekula je absorbirala svetlobo ali pa jo oddala in katera ne. Tako da tu vidite recimo primer iste molekule, ki vibrira na različne načine. Tudi različne načine vibriranja molekul lahko prepoznamo, ker vsaka ima svojo značilno frekvenco. Tako da, če pogledate potem, recimo, če posvetite z infrardečo svetlobo skozi plin, ki ima take molekule, bodo ene frekvence ne bodo prišle skozi, bodo absorbirane. Tu vidite recimo, da tiste del, ki je prozoren, pride skozi, tule imate pa ene močne absorpcijske dele in potem lahko analiziramo, kaj je v plinu. In seveda zdaj za te poglede nadaljavo je značilno, zelo pogosto jih uporabljajo v astronomiji. Recimo tu lahko pokažem zdaj dokaj sodoben pristop, primerjavo recimo posnetkov, ki data dva vesoljska teleskopa Hubble, ki ga poznamo in meri v vidnem, in ta nov teleskop, ki je zdaj začel delati, James Webb, ki ima kamere v infrardečem delu spektra. Tu imate isti objekt posnet s Hubblovim teleskopom in infrardečim James Webb. To je ta meglica, Orlova meglica M16. To, kar želim tule poudariti, je, da dobimo z različnimi frekvencami druge lastnosti, prepoznamo molekul v teh meglicah. Mimogrede, ta meglica meri nekaj svetlobnih let v premiru in tu noter se rojevajo zvezde. Z vidno svetlobo, recimo, se da lepo prepoznati po barvah, modra je kisik, oranžna, žveplo, zelena, vodik in dušik. V infrardečem so pa sposobni zaznavati bolj kompleksne molekule. Tako da mogoče, če pokažem še eno sliko, emisijsko lahko tudi v infrardečem prepoznavate posamezne elemente, recimo tu je posnetek ene zelo oddaljene zvezde, oziroma galaksije in se točno po analizi frekvenc svetlobe, ki prihajajo, se točno ve, kateri elementi so svetlobo oddajali in seveda iz intenzitete, koliko jih je. Če pa opazujete, kako je svetloba absorbirana, ko pride od neke zvezde, to jo absorbira prah, ki sam ne sveti, potem lahko v tem prahu ali pa v plinu prepoznate, katere molekule so to absorbirale, tako da imate recimo močno absorpcijo za CO2, tule, za vodo in podobno. Tole je zdaj spekter, s katerim so opazovali, kakšna je atmosfera na Marsu, recimo. No in to, zakaj ima James Webb infrardeč del spektra, zato ker je veliko bolj informativen. Namreč ena od stvari, ki jih želijo s tem teleskopom narediti, je opazovati oddaljene planete izven našega Osončja. In kot veste, planet sam ne sveti, ampak ko potuje okrog svoje zvezde, potem zakrije zvezdo in intenziteta v tistem delu, kot planet potuje mimo, se zmanjša. No in to je ena stvar, da ugotovijo,
kako krožijo okrog Sonca in dobijo s tem velikost planeta in podobno, ampak če pogledajo pa svetlobo, ki pride mimo planeta, v bližini planeta, tule gre skozi njegovo atmosfero. In tu so že uspeli zaznati pri enem takih planetov, katere molekule so v plinu tiste atmosfere, tistega planeta. Recimo zaznali so absorpcijo v vodi, pa tudi v CO2 in podobno. Skratka, to je izredno močno orodje za opazovanje lastnosti zelo oddaljenih astronomskih objektov. No, zdaj, sicer sem že zelo pri koncu, mogoče čisto na kratko, par minut, še za podobno logiko, kako pa opazujemo svet lahko z rentgensko svetlobo. No in seveda tu malo bolj za šalo, kot za res, se vidite slike iz tistih časov, ko so uporabljali rentgen, ko je Superman uporabljal rentgen. So si ljudje predstavljali, da imaš rentgenska očala, pa vidiš skozi zid. V resnici je z rentgenom rentgensko svetlobo enako kot z ostalimi svetlobami. Tega ne bom posebej razlagal, ker ni časa. Veste, da gospod Rentgen je odkril rentgensko svetlobo 1895. No in rentgenska svetloba, kar je on takoj odkril, že praktično 3 mesece potem so že uporabljali v bolnici, je uporabna za slikanje kosti, ker se različno absorbira v različnih tkivih, v različnih atomih z različnim vrstnim številom. Torej, to so črno-bele slike rentgenske, če govorimo, to ni barvna rentgenska slika, to je črno-bela slika, zato ker spremljamo samo intenziteto, manj svetlobe prije skozi kosti, več prije skozi mehko tkivo. In posnetek je enako, kot snemamo, kot sem opisoval za infrardečo, za vidno, za rentgensko, gledamo, koliko svetlobe se absorbira na poti skozi naš objekt, ki ga presvetlimo. Ampak to, kar bi želel pokazati, je, kako lahko z rentgenom gledamo v barvah. In zdaj, ker bom nekoliko bolj na hitro to povedal, ker da ne bom predolg. Če hočemo učinkovito gledati z rentgensko svetlobo, velja seveda enako kot pri drugih virih, moramo imeti izredno svet vir rentgenske svetlobe. In ta rentgenov izum, rentgenska cev, je sicer zelo sveto, ampak v principu ne dovolj svet vir za učinkovito gledanje v vseh spektroskopijah, ki so danes na razpolago. Kot vir rentgenske svetlobe uporabljamo pospeševalnike delcev, sinhrotrone, enega imamo v naši bližini, tudi to je letra. Ti viri so svetlejši od klasične rentgenske cevi za lahko 10-20 redov velikosti. Govorimo milijardo krat svetlejši. No in ta svetloba ima, recimo, tak pospeševalnik, vidite tu v Hamburgu, recimo, gre takole v primeru par kilometrov okrog, in potem sveti na posameznih delih in tu se potem na teh, kjer žarke rentgenskih pride ven, se delajo eksperimenti. No in recimo za ilustracijo, za uporabo v biologiji, s tako svetlim virom se da kombinirati rentgensko spektroskopijo in mikroskopijo. Se pravi, rentgenski žarek, ki je zelo svetel, najprej sfokusirajo na velikost pike, ki je nekaj nanometrov, nekaj 10 nanometrov, posvetijo na vzorec in potem lahko opazujejo, kako vzorec fluorescira. In ko se premikate po vzorcu, na vsaki točki, ki jo osvetlite, lahko drugi elementi fluorescirajo. Dobite tako 2D porazdelitev elementov, ker vsak element fluorescira, kot smo povedali na začetku, če ga uspete vzbuditi z različno frekvenco. No in težje elemente vzbujamo z rentgensko svetlobo. Torej lahko prepoznamo porazdelitev elementov z ločljivostjo velikosti pike, 10 nanometrov. Potem pa, če se usedemo na eno točko in svetimo gor in pri tem pa spreminjamo barvo rentgenske svetlobe, torej imamo enobarvno in ji spreminjamo barvo, bomo pa na odziv, kako se različne barve svetlobe absorbirajo, lahko ugotovili, kakšno je kemijsko stanje elementa. Tako da to je izredno močno orodje, ne samo kje je element, ampak kako je kemijsko vezan. No in za zaključek bom povedal eno okoljsko analizo, ki smo jo naredili z kolegi biologi pri analizi onesnaževanja. Področje Mežica je onesnaženo s težkimi kovinami, med drugim kadmi,
in ta kadmij se potem absorbira v rastline. No in po tej poti smo uspeli z rentgenskim žarkom recimo ugotoviti, tu imate primer tole rastlinca, list, ki je takole prerezan, tu ga imate v prerezu vidno svetlobo. Vidite celice, povečano vidite celice, to je zdaj rentgenska slika, črno-bela, transmisijska, se pravi tako, kot se slikamo mi, ko gremo slikati z zlobljeno roko, recimo, ne. Vidite celico, rob celice, sredina celice. Tole je pa fluorescenčna slika, kjer fluorescira v vsakem delu, enaka slika, vidite, kako fluorescira kadmij, ki je spravljen v teh celicah, in to se izkaže, da so te zunanje celice, ki niso žive. Rastlina se zaščiti tako, da ves strupen kadmij spravi v te vakuole na robu celic. No, te celice noter nimajo kadmija nič. Rastlina zna poskrbeti, da si ga odstrani. No, in zanimivo, potem lahko gledate tudi povezavo, ne, tudi klor je spravila rastlina v te vakuole, medtem ko žveplo, ki je sestavni del proteinov, ga vidimo v teh aktivnih celicah noter, ne pa tu. No, in potem prvi pogled bi bil, če bi imeli samo to sliko, ki je fluorescira kadmij, da je kadmij vezan na klor, ker sta oba na istem mestu, ampak v resnici smo potem preverili, s tem, ko smo pogledali spekter ali barvni odziv rentgenske svetlobe, se izkaže, da seveda lahko prepoznamo, ali je kadmij vezan na klor, ali na žveplo, ali na kisik, ali kaj podobnega, in se je izkazalo, da je ves kadmij vezan na dva načina. En je bil vezan na eno molekulo preko žvepla, en del je bil pa vezan preko druge molekule na steno, preko kisika, nič pa na klor. Skratka, to je orodje, s katerim lahko na mikroskopski nano velikosti pike opazujete kemijsko vezavo v vsakem delčku rastline. In seveda si predstavljate, da to je potem izjemno dobro orodje, ki ga biologi znajo odlično izkoristiti, ne. No, in za zaključek, samo slikca, ki jo pokažem, to je zrno prosa, pri kateri smo to tako mikroskopsko sliko v fluorescenci naredili z 3D posnetkom barve, pomenijo kalij je rdeč, kalcij je moder, železo je zeleno. V bistvu je bilo vprašanje, kam zrno spravi železo. No, in to brez razstaviti zrna, ga luščiti, 3D posnetek, vidite, da je tik pod luščinami, pod površino je železo spravljeno. Če hočete dobiti kaj železa, seveda, ko jeste moko, ne smete odstraniti luščin, ne. Polnozrnata moka vam prinese minerale, medtem ko, kot vidite, noter v notranjem delu, kjer ni videti nič, ne, je v bistvu samo škrob, so samo elementi, ki niso fluorescirali v rentgenskem delu spektra. No, s tem bom zaključil, upam, da sem uspel malo ilustrirati, kaj sodobna tehnologija zmore, predvsem pa to, da če poznamo lastnosti svetlobe in kako interagira svetloba s snovjo, znamo v bistvu narediti zelo močna orodja za opazovanje mikroskopskega ali pa astronomskega sveta, ne. Hvala za pozornost.